Danes v Pomurskem dnevniku. Adventni pohod v Šalamencih. Občino škodovala za več 100 000 evrov. 4 kandidati za ravnatelja. Na obcestne količke namestili modre odsevnike. Vreme, jutri pretežno jasno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Prva adventna nedelja simbolizira začetek božično-novoletnih praznikov. V Šalamencih so se domačini in tudi rodovedneži od daleč odpravili na adventni pohod. Okoli 45 ljudi je vzelo pot pod noge, na poti pa so jih spremljali tudi vonj po adventu in tradicionalni venčki. Pohodniške palice v roke, nasmeh na obraz in korak za korakom po megleni prekmurski ravnici. Zakaj ne bi začetek adventa preživeli v naravi? Predvsem bistvo tega našega pohoda, kot sem že prej omenil, je, da spodbudimo ljudi k zdravemu življenju in tudi pred prazniki, ki vemo, ki so dopolne teh naših dobrot, da se dejansko malo olajšajo, zgubijo kilograme. Seveda s prijatelji in v družinskem krogu. Če so otroci premajhni, da bi grizli v hrib, pa z njimi na hrbet. Vreme je bolj turobno kot zimska, a to ljudi ne ustavi. Je dobro za noge, pa vse, za zdravje, vse je to dobro. Meni se zdi fajn, z duše je dobro, ljudje so prijazni. Prazniki so, doma ni nič za delati. Ja, in nekaj za zdravje je treba narediti. Na adventnem pohodu namreč ne manjka prazničnih okraskov, predvsem venčkov, ki so nastali večinoma izpod pridnih moških rok. Ja, prav ste slišali. Te venčke so večinoma spletli moški. Na tej mizi lahko vidimo z naravnih materialov. To so venčki, ker jih izvor ali je vse prinešeno z narave. Od lesa, maha, smrekovih vejic, nekaj je malo ciprese, pol pa normalno še jutovinov, pobarvana, to sicer bi lahko bilo tudi, ali pa te različni drugi materiali, ki so veje pa kaj takega. Izdelava venčkov je baje preprosta. Za njihovo izdelavo pa so moški porabili povprečno uro dela. Ja, kar se tiče tega, ko je z smreke, tu normalno moraš imeti osnovo. Osnovo je venček, ki je narejen na okvir, na obod, kako pravijo, z slame. Pol pa normalno vejice smreke pa se z žico uvija, plete pa na to osnovo jo napleteš, normalno pol pa daš ostale okraske, kar jih je. Tako preprosto je. Brez adventnega venčka si nihče od pohodnikov ne predstavlja začetka prazničnega decembra. V glavnem v nedeljo nekje pri kosilu, potem se ta prižge, pa nekje v času kosila se pač pusti prižgano, pa potem pa ugasnemo, ko ne bo do kakšnega požara prišlo. In tako v prazničnem času na adventni venček pazijo vsako nedeljo. Zaradi nizkih temperatur, kurjave, razlik v temperaturi med notranjimi prostori in zunanjim okoljem, pomanjkanju vitaminov, postane naša koža pozimi suha, se lušči in zato potrebuje dodatno nego. Kako za kožo in lase skrbeti v zimskih mesecih, nam bo povedala Polona Đorek iz Bioteke. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, če mogoče za začetek pojasniva, kakšno nego torej priporočate, nego za kože v teh zimskih dneh? Priporočljiva je nega kože z rastlinskimi olji, ki bodo kožo izdatno navlažila, nahranila. Taka hladno stiskana olja vsebujejo tudi cel spekter vitaminov, mineralov, ki jih naša koža sploh v teh hladnih zimskih dneh potrebuje. Predlagam kakšno kokosovo olje, arganovo olje, lahko tudi ricinusovo olje, tudi kakaovo maslo, karitejevo maslo. Bodimo pa pozorni, da naj so vsa ta olja hladno stiskana, torej nepredelana in pa brez kakih dodatkov. Naprimer, ricinusovo olje lahko poleg kože uporabljamo tudi za trepalnice, obrvi, se priporoča za njihovo nego. Potem kakšno kokosovo olje pa lahko uporabimo tudi za masko obrazno. Zvečer nanesemo olje na obraz, pustimo, da deluje čez noč in zjutraj je koža že občutno bolj mehka. Torej, zdaj smo povedali o negi kože, kako pa je z nego las po zimi?
Tudi lasje po zimi izgubljajo sijaj, potrebujejo dodatno nego, da jih navlažimo in tudi tukaj lahko kot na koži uporabimo različna hladno stiskana rastlinska olja. Seveda uporabljamo naravno kozmetiko, brez dodatkov, kot so parabeni, razni parfumi, umetni. Naj je kozmetika čim bolj naravna, šamponirajmo torej s temi naravnimi šamponi, balzam le, če je to res nujno potrebno. Pa tudi uporabljajmo sušilnike z hladnim zrakom, z možnostjo hladnega sušenja. Če pa seveda ni premrzlo, pa lase posušimo kar na sobni temperaturi. Kako pa je recimo z barvanjem las po zimi? Ne le po zimi, skozi vse leto priporočam čim bolj naravno barvanje las. Če se že barvamo, priporočam na primer naravna barvila, kot so kana, sena, indigo. Ta ne le, da pobarvajo naše lase, barvajo namreč tudi sive lase, tako da brez skrbi. Tudi nahranijo lase, pozdravijo naše lasišče, tako da vsekakor priporočam naravna barvila. Omenili ste to barvanje s kano, tudi v vaši trgovini v Bioteki pripravljate razna srečanja, predavanja na to temo. Tako, večkrat pripravljamo delavnice, ki se imenujejo Resnica o kani, kjer predstavljamo postopek barvanja s kano, potem imamo tudi razne poslikave. Bi pa povabila vse gledalce in gledalke na predavanje, to je pa nekakšno nadaljevanje teh delavnic, ki jih imamo ponavadi pri nas v Bioteki. To predavanje Resnice o kani drugi del pa bo potekalo v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti v četrtek 15. decembra ob 17. uri. Prav, Polona, najlepša hvala za te koristne informacije. Hvala vam. Občina Turnišče je podala kazensko ovadbo zoper nekdanjo zaposleno, saj je revizija nakazala na sum oškodovanja javnih sredstev. Ta naj bi občino oškodovala za več 100.000 evrov. Izsledki neodvisne revizijske hiše in računovodstva občine Turnišče so namreč nakazali na sum pridobitve protipravne premoženjske koristi nekdanje zaposlene. Redna notranja revizija poslovanja občine Turnišče za lansko leto, ki jo je izvedla družba iz Ljubljane, je pri pregledu poslovnih listin, vzorčenja in razgovorov z zaposlenimi nakazala na več neskladij v preteklih finančnih izkazih občine. Ugotovitve revizijske službe so računovodstvu občine Turnišče dale podlago za nadaljnjo preiskavo. Ta je pokazala na sum oškodovanja javnih sredstev strani nekdanje zaposlene. Uslužbenka računovodstva občine naj bi po prvih ugotovitvah v preteklih 5 letih preko plačila namišljenih računov občino oškodovala za vsaj 243.000 evrov. Županja občine Turnišče Vesna Jerala Zver pravi, da je osnovna naloga občine zastopanje dobrobiti občanov in ta je mogoče samo z varovanjem zakonitosti in transparentnosti na vseh nivojih poslovanja. V svojem delu sledim vodilo, da so na prvem mestu vedno občani, zaposleni na občini moramo služiti in slediti njim, ne pa lastnim interesom, še dodaja Jerala Zver. Ob tem je potrdila, da so na občini že vložili kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo in da bodo pristojnim službam nudili vso pomoč in podporo. V teh dneh na Mursko-Soboški gimnaziji izbirajo novega ravnatelja. V boj za ravnateljski stolček so se podali 4 kandidati. Dosedanjemu ravnatelju Romanu Činču se namreč izteka 5-letni mandat. Na razpis za novega ravnatelja se je prijavilo 8 kandidatov, a so le 4 izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnega mesta. Kot smo izvedeli iz neuradnih, a zanesljivih virov, naj bi v ožjem krogu bili dosedanji ravnatelj Roman Činč, profesor matematike, Suzana Jakoša, profesorica slovenskega jezika na gimnaziji Murska Sobota, Tadej Braček, doktor angleščine iz Ljubljane in Suzana Košir, doktorica sociologije, ki poučuje na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije Celje. O imenovanju mora še razpravljati in podati mnenje svet staršev, lokalna skupnost, v tem primeru Mestna občina Murska Sobota, učiteljski zbor in dijaška skupnost. Pred imenovanjem pa je potrebno še soglasje ministrstva. Po trkih z divjadjo lahko pride do izredno nevarnih situacij. Povozi divjadi, ki bi povzročili smrt udeležencev v prometu, so sicer redki, a vsako leto se v takšnih nesrečah kar nekaj ljudi hudo poškoduje. Zato se je soboška občina odločila ukrepati.
Samo v lanskem letu so na Noršinski cesti v Murski Soboti beležili 27 primerov povoženja divjadi. Mestna občina Murska Sobota je zato v sodelovanju z lovsko družino Mlajtinci na omenjeni cesti na obcestne količke namestila 176 polkrožnih modrih odsevnikov. Namen odsevnikov je odvračanje divjadi pri prečkanju cestišča, ko so na cesti motorna vozila. Modri odsevniki so nameščeni na nevidno stran cestnih smernikov in naj ne bi imeli nobenih negativnih vplivov na okolje in voznike. Odsevniki so zasnovani tako, da v trenutku, ko jih obsvetijo žarometi motornega vozila, odbijajo svetlobo pravokotno na smer vožnje in s tem ustvarijo navidezno svetlobno oviro, ki zmoti in prepreči parkljasti divjadi prečkanje vozišča. Takoj, ko je odsevnik izven dosega žarometov, postane neaktiven, kar divjadi omogoča varen prehod ceste. Ker se kaže velika učinkovitost modrih odsevnikov pri preprečevanju naleta divjadi na motorna vozila, je vse več občinskih cest zaradi sodelovanja z lovskimi družinami opremljenih z modrimi odsevniki. Spletni medij sobotainfo.com poroča o preseganju dnevne koncentracije škodljivih prašnih delcev. Več si preberite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno, popoldne se bo od severa prehodno zmerno pooblačilo, drugod bo večinoma oblačno. Več o vremenu pa v nadaljevanju. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 4 stopinje Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 2 stopinji nad ničlo, v Lendavi, Radencih in Murski Soboti pa 4. Jutri bo pretežno jasno, popoldne se bo od severa prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 4 stopinje pod ničlo, dnevne pa se bodo povzpele do 6 stopinj. V četrtek in petek bo večinoma sončno, predvsem v vzhodnih krajih bo občasno več oblačnosti. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med -4 in stopinjo nad lediščem, dnevne pa med 6 in 10. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Nasvidenje do jutri.